Sploh glede na to, da če bomo imeli srečo in bomo dočakali to starost, bomo čisto vsi v tem položaju. Ja. Pač enkrat bomo slabše ali pa težje skrbeli zase in težje izražali in težje Ja. poročali, kaj se z nami dogaja, a ne. In tudi to recimo lahko dosti lahko povežemo z absentizmom, a ne, to sem hotela še vmes reči, da ja, imamo visok absentizem, ni zdaj samo to vse ena goljufija pa zloraba, a ne, tega statusa, če lahko temu tako rečemo, ampak tudi kot družba se staramo, a ne, tudi vse to vpliva na porast teh številk, a ne, in ja. Vsi gremo tja in kako bo družba potem skrbela za nas, tako da bo nepreverjen kader skrbel za nas v domovih za ostarele in bo grdo delal z nami. I don't think so. Delati moramo na tem in prej, ko si me vprašala, ne, moj doprinos tudi k tem, da razkrivam take stvari. Ja, je neki mali delček, ampak še vendarle je ta delček in vsak delček šteje. A se strinjaš s tem, da ima pa vsaka plat oziroma vsaka zgodba dve plati? Torej, da se z vsako osebo, ki neupravičeno ali pa recimo, ki krši, bolniško, torej, kako je pravzaprav izraz? Z vsakim abstinentom? Ne, absentizem, kako bi Absentizem, ja. Ja, S človekom, ki človekom, zlorablja institut pravice, ja, ki zadržanosti z zlorablja, dela, ja. ki to zlorablja, da se skriva tudi razlog, zakaj to počne. Denimo mobing na delovnem mestu, Tudi lahko. preobremenjenost, Tudi lahko. stiska, ko preprosto veš, da moraš določene stvari narediti, pa ne veš, kdaj boš in kako. Tudi lahko. Zato tudi stojim za tem, da je treba absentizem celostno naslavljati v podjetju, v organizaciji. A ne. Se pravi, ne samo s trdimi ukrepi, kar zagotovo kontrola bolniške nadzor je, ampak tudi z mehkimi ukrepi, ergonomija, prilagoditev delovnega časa, prilagoditev delovnega mesta, a ne. Že samo neko analizo odsotnosti, a ne, kdaj se pojavljajo, z neko prosveto, s predavanji, celostno naslavljati to, a ne. Si kdaj imela kakšno situacijo, ko si, bila v vlogi, ko bi morala odkriti neko nepravilnost, pa si po razgovorih ugotovila, da v resnici se ti oseba smili ali pa da situacija ni takšna, kot bi morda želel delodajalec, da izpade, in si se odločila, da je ne boš razkrila? V 20 letih je bilo ogromno primerov, od tega, da smo pač dobili ljudi res na minimalni plači, ko so odtujevali podjetju in so rekli, res pač težko preživimo s tem denarjem, a ne. Ampak jaz ne morem zamižati, pač kaj smo ugotovili, a ne. Do tega, kar si rekla, seveda, ke je bilo, a se lahko kako zmenimo, a ne. Ja, pač ne moremo se, ne. Če jaz dobim dokaz, dobim nekoga, da je nekaj ukradel, dobim nekoga, da goljufa pri potnih stroških, žal ne gre, ne. Mi smo tisti, ki dejansko stanje ugotavljamo kot ta lakmusov papir, ne moremo reči, da je drugačne barve, če jaz vidim to rumeno, rumen sedež. Ja. Kaj pa, prej sva se pogovarjali recimo o otrocih, o tem, da je dejansko kdaj tvoje delo tudi, da gledaš, s katerim od staršev oziroma kje ti otroci preživljajo čas. Zelo hitro se morda lahko najdemo na spolzkem terenu, vsaj jaz se to velikokrat vprašam, a misliš, da se to meni ne bi moglo zgoditi? Torej denimo, da bi nekdo rekel: "To, da sta vidva z možem in z otrokom zdajle tukaj na pijači, je neprimerno." Torej, kdo smo mi, da bomo sodili, da bomo v bistvu lovili te stvari? Ja, ampak veš, velika razlika je, ne vem, če imamo mi otroke pa gremo spiti en Aperol špric pa potem domov, ne vem, ob 6 ali pa 7, a ne. Drugo je pa dokazno gradivo, ki smo ga mi zbirali, recimo, pa ugotovili, da je oseba bila pijana, ker je spila, ne vem, 10 piv v tistem večeru, ne, in da je potem opolnoči šla z otrokom vinjena v avto domov. Je pa velika razlika, a ne, se pravi, spet govorimo o tej, teži dokazov, a ne. Razumem, Ja. to se pa strinjam. Ja, in povsod je tako, a ne, saj tudi nekdo, ki je na bolniški pa bo šel po kruh in mleko pa na pošto pa na banko, četudi ima predpisano mirovanje in počivanje, to jaz vedno delodajalcu rečem: "Kaj boste s tem? Nič ne boste, ker vam odsvetujemo kakršnekoli ukrepe." Človek je šel po
opravkih, ki jih pač mora narediti, da lahko normalno funkcionira, ne. Če pa gre to za neke zlorabe, to, kar sva se pogovarjale, ne, da dela fasado doma, da odpotuje nekam na drug kontinent, na morje, ker pač ni dobil dopusta, to pa so kršitve, a ne. Tako da vedno govorimo o nekih hujših incidentih. Če bi vprašala, kaj so najbolj nenavadni primeri, v tvoji zgodovini kot detektivka, kaj bi to bilo? Ali pa najbolj zanimivi? Ali pa takšni, ki jih najrajši izpostavljaš? Ravno zadnjič sem razlagala, ker je en tak zelo bizaren primer bil, pa predavala sem pa nekje na temo varnosti in sem rekla, da zdaj zagotovo pri teh letih in izkušnjah, ki jih imam, ne bi šla več v tisto stanovanje, takrat pa sem šla. Na začetku moje kariere sem iskala dolžnika, ga našla čisto na drugem koncu Ljubljane in že tako je bil besen, kako sem ga našla, pač odprl je vrata, zaraščen, brez nogavic na nogah, dolge nohte. Pač tako se je videlo, da v nekih takih, bolj razmerah živi, ne. Sem si rekla, glejte, pač ta naslov sem nekako našla, tukaj sem vas našla, zdaj bi se midva pogovorila o tem dolgu, ki ga imate, a ne, kako boste to poplačal, imate kakšne premičnine, nepremičnine, kako imate s tem. In pravi on: "Ja, v redu, kar pridite noter v stanovanje, pa se bova pogovorila, ne." In on se odmakne od vrat, mi jih odpre, a ne. Jaz gledam tako dolg hodnik, neki prepih je bil v stanovanju, namesto, vmesnih vrat je imel kar take, tisto od krompirja, tiste, vreče, malo plapolalo, ne, in jaz na koncu hodnika vidim nagrobnik in svečo pri nagrobniku, pač, ki je gorela. Jaz tako, okej, sem šla not, danes ni variante, da bi šla v to stanovanje. Šla sem takrat noter, nekaj čez 20 sem bila, sicer sem spustila SMS kolegu, tako da je vedel, kje sem, če se ne javim, ampak to bi bilo seveda prepozno, a ne, če se jaz ne bi javila. Noter sva se lepo pogovorila, kavo mi je skuhal ta gospod in povedal pač, da nima denarja niti, da bi plačeval grob, zato si je nagrobnik od svoje žene prinesel domov in tam svečo, vsak dan, prižgal. Ja, bizarnih primerov je ogromno, tako ko se spominjam nazaj, pa tudi to rada rečem, da če bi ta poklic gledal skozi to, kaj se ti lahko zgodi, ga ne bi opravljal, ker nikoli ne veš. Ampak v osnovi pa nikoli ne veš, saj te lahko na pločnik, ke stopiš, se ti nekaj zgodi, a ne, in vedno moraš gledati na svet skozi dobrobit. Pa jaz gledam na svet v prizmi tega, da verjamem, da če dobro delaš, se ti dobro vrne. In če slabo delaš, se ti slabo vrne, a ne. Celo življenje se pa učimo, a ne. Imamo dostikrat prav, včasih imamo tudi kaj narobe. Tako da ja, je to neka zanimiva pustolovščina, dogodivščina, in če si v tem poklicu še toliko bolj, ker je vsak dan drugačen, vsaka stranka je drugačna, vsak primer je drugačen, ni enoznačen, in to te bogati in s tem, kar te bogati skozi to pot, lahko potem še toliko več daš strankam. Svetovanjem, kaj narediti v nekih težkih okoliščinah, kako zadevo rešiti, in to je tisto, kar mene žene naprej. Zelo lepo. Za konec, strnjeno, torej, v čem se poklic detektiva razlikuje od, poklica kriminalista, torej policista? Odkrivanj kaznivih dejanj in podobnega. Tako, mi smo v gospodarskem sektorju, torej zasebnem sektorju, detektivska dejavnost v Sloveniji je zakonsko regulirana od leta 1994 in moram reči, da globalno gledano smo za vzgled, kako imamo zakonodajo urejeno in koliko časa imamo zakonodajo urejeno, in tudi po pogojih, se pravi, za nas je, visokošolska stopnja izobrazbe potrebna, kar v mnogo državah po svetu temu ni tako, a ne, ni takih rigoroznih pogojev, čeprav se tudi to počasi spreminja. In ja, seveda, raziskujemo seveda na pooblastilo, ki nam ga da stranka, in na upravičenost, torej stranka mora imeti upravičenje nekje v nekem postopku, a ne, se pravi, bodisi je upnik, bodisi delodajalec, a ne, in to upravičenje je treba pred prevzemom primera dobro proučiti, a ne. Da ni to samo sosed, ke ga zanima, kaj drugi sosed počne, recimo, a ne.
Hvala za to iztočnico, ker to sem jaz želela tudi kot zadnje vprašanje. Kako lahko preprečujete te zlorabe? Da bi torej detektiva izkoristil, da izveš vse tiste stvari in vse tiste podatke, do katerih želiš priti, pa ti jih neka generalna zakonodaja ne daje. Ja, v vsakem primeru dobro proučiti primer, preden se ga sprejme, tako kot verjetno pri vašem delu, a ne, oziroma pri tvojem delu, a ne. Tudi dosti povpraševanje iz tujine, a ne, se pravi, vedno preveriti, katero podjetje, kaj v ozadju tega. A kakšna obveščevalna služba recimo. Nikoli se ne ve, se pravi, to upravičene skrbno preveriti. Vso dokumentacijo, da vemo, okej, ja, stranka je upravičena do tega in tega podatka in temu posledično tudi mi kot stranke in pooblaščenec. Okej. Ker si mi tako lepo, dala, še zadnjo iztočnico, miti ali pa resnice o obveščevalnih službah, o vohunih, o tajnih agentih. Koliko imamo tega v Sloveniji? A to obstaja? Koliko je mitov ali koliko je tega? Je, seveda, da je. Ampak je dobro, da je, ker se to torej v našo, v varnost državljanov. Jaz vedno verjamem v dobro, torej nas te stvari ščitijo in so nujno potrebne za varno družbo. Jaz se iskreno, zahvaljujem, Bernarda, za tvoj čas, za vse, zanimive stvari. Veliko sreče pri tvojem nadaljnjem delu, pa noro mi je všeč, da si toliko empatična in da toliko s srcem opravljaš svoj poklic. Ja, hvala za povabilo in me zelo veseli, da sva imeli lep pogovor.